Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Danes se bomo skupaj z dolgoletno ravnateljico osnovne šole Elvire Vatovec Prade podali nazaj v šolske klopi. Spoznali bomo življenjsko zgodbo Franke Pegan Glavina, ki bo med drugim spregovorila tudi o razlikah šolanja nekoč in danes, o spremembah šolskega sistema ob pojavu covida, dotaknila pa se bova tudi aktualne problematike nasilja pri mladih. Poglejmo. Danes sem v družbi Franke Pegan Glavina, dolgoletne ravnateljice osnovne šole Elvire Vatovec Prade. Dobrodošli v moji družbi. Hvala. Dolgo časa še nisva videla, ne? Ampak vi ste ista, ostajate mladostna. Ja. Kdor dela z otroki, ostaja vedno mladosten. Tako, ja. Še posebno, če jih imaš rad. No, tako. Dobra istočnica za začetek. Najprej bova začela z vašim otroštvom. Rojeni ste v Kopru. Kakšni so vaši prvi spomini na mladost? Zelo lepi. Zelo lepi. Živela sem na vasi, ni bilo nobenih problemov. Otroci smo se družili, veliko bili na ulici, se igrali, čutili smo neko pripadnost, obiskovali smo šolo. Šola imam v spominu kot nezahtevno, v njej smo preživeli veliko lepih uric. Veliko smo se družili, veliko smo športali, veliko smo se zabavali. Seveda smo se učili, to je bil pač prostor, kjer smo dobivali nove informacije. Učitelji so nas spodbujali, želeli so, da se naučimo čim več, da se izoblikujemo v neke pozitivne osebnosti. Poudarila bi predvsem to, da so bili odnosi zelo pristni. In otroci smo se veliko pogovarjali. Živeli smo brezskrbno otroštvo. To pa zato tudi najbrž, ker ni bilo tehnologije, računalnikov. Zdaj starši velikokrat podijo otroke na ulice, pri vas je bilo obratno, verjetno so vas iz igrišč klicali notri, ne? Ja, prav res, obratno, ampak pustimo ne računalnike. Računalniki so res zelo pozno, če jaz pogledam nazaj v svojem življenju, nekje v srednji šoli sem se šele srečala, komaj srečala z njimi. Ampak v času mojega otroštva ni bilo niti televizije, ne? To, ko sem povedala otrokom v šoli, ko sem delala, to jih je prav fasciniralo, kako je lahko ravnateljica, učiteljica živela brez televizije, ne? Potem nismo imeli tudi avtomobilov, ne? Vozili smo se z avtobusi. Srečevali smo se tudi na avtobusih, veliko časa smo preživeli na samem avtobusu, ne. Jaz se spomnim, ko sem obiskovala fakulteto, torej smo se vozili v Ljubljano skoraj več kot 2 uri in tam smo imeli priložnost izmenjati mnenja, se pogovarjati, diskutirati, se pogovarjati o šoli in tako naprej, ne. Popolnoma drugačni časi, ne. Tako da šolo smo videli kot v bistvu nek vir znanja, ne. In to je bil edini vir znanja, ne, ker okolje je bilo še osiromašeno, ne. Jaz sem živela na kmetiji, v kmečkem okolju, ne, kjer nismo imeli dosti možnosti, da bi imeli neko, med drugim danes rečemo temu spodbudno okolje, ne. Ampak smo pridobivali delovne navade, smo starši pridobivali znanja v naravi, smo opazovali spremembe letnih časov, torej življenje je bilo skratka bolj naravno, tako bom jaz temu rekla, ne. In tudi pogled na šolo je bil drugačen kot danes, ne, ker nam je šola nudila nove informacije, ne. In naš prosti čas smo si nekako zapolnili z branjem, obiskovali smo knjižnice, jaz sem zelo rada brala, ne, že od samega začetka. In to je bilo že pol uspeha v moji nadaljnji študijski poti, ne. Ker če začneš z branjem, če te branje navduši, knjige so bile dostopne, tudi leposlovne knjige,
Tako da moja generacija ima sedaj doma veliko knjig, v bistvu ne vemo, kam z njimi, ne, ker je zdaj drugačen čas, ne, jih podarjamo tudi knjižnicam. Tako da ob večerih smo vsi doma brali, ne, tudi starši, potem smo diskutirali. Skratka, življenje je bilo pristno, ne. In če danes pogledam nazaj, se mi zdi, da ravno to branje, to skupno preživljanje večerov, skupno preživljanje prostega časa nam je zelo veliko dalo, ne. Ker branje ne razvija od ljudi samo na intelektualnem področju, ne, ampak tudi čustveno, ne. Širimo si besedni zaklad, postajamo empatični. Junaki iz knjižnih del so lahko naši vzorniki, ne. Če omenim, kaj jaz vem, Pika Nogavička, ne. Zdaj se bo našim otrokom to zdelo smešno, ne, ampak prav ta prava, radovedna, igriva, nagajiva, ne, taki kot smo otroci. Potem kakšen kekec, ne. Torej, knjige dajo otroku neko čustveno stabilnost, ne, in ravno to čustvo, ta čustva so zelo pomembna za kasneje, ne. Če je človek empatičen, potem se lažje vživlja v ostale, lažje razume njihove stiske in tudi lažje pomaga. Evo, če se vrnemo malce v vaše osnovnošolske dni, v Šmarje ste obiskovali osnovno šolo v Šmarjah. Kako je potekal takrat pouk? Je bil samo dopoldne, tudi popoldne mogoče? Koliko ur je trajal? Kakšne so bile največje razlike, recimo, z današnjim časom? Seveda ne, zdaj pretiranih razlik ni bilo. Edino to, da nismo imeli teh popoldanskih aktivnosti, ne. Torej, pouk je potekal takoj v začetku, ko sem jaz začela obiskovati šolo, ker je bilo premalo prostora, so bile šole majhne, dopoldne in popoldne. Tako da smo najprej imeli izmeno do 1 in kasneje izmeno do 6. Zdaj, jutranja izmena je vsekakor bila boljša. Ur je bilo manj, kot jih imamo danes. Jaz se spomnim tako približno 4 do 5 ur. Predmeti so bili zelo podobni današnjim, le da ni bilo izbirnih predmetov, ne, torej veliko je bilo jezika, matematike, družboslovnih predmetov, medtem ko ta izbirnost je pa šele kasneje nastopila, ne. Tako da otroci smo bili v šolah bolj koncentrirani, imeli smo večjo koncentracijo, zato ker je bilo tudi okolje, ne, tako, ne, to je družbeno pogojeno. Torej, v okolju smo bili bolj mirni, tudi v domačem okolju, ne. Šole so predstavljale neka varna okolja. Jaz se ne spomnim, da bi hodila v šolo s kakšnim strahom, da se bo tam kaj zgodilo. Učitelji in otroci smo se poznali, srečevali smo se tudi v domačem okolju, tako da smo izgradili neke pristne odnose. No, zdaj, če pa pogledam samo učilnico, ne, sama učilnica se pa ni veliko razlikovala od današnje učilnice, ne. Mislim, da so druge panoge na tem področju bolj napredovale, ne. In da recimo imamo drugačne operacijske sobe, kot so bile včasih, drugačne avtomehanične delavnice, ne. Naše učilnice v šolah pa še vedno ostajajo, ne, klasične klopi, stoli, tabla, ne. To je še vedno nekje v ospredju. Seveda, ne, imamo v učilnicah tudi računalnike, ne, otroci imajo skrite tudi pametne telefone v torbah, ki jih včasih nismo imeli, ampak pouk je pa nekje glavni, ne, še zmeraj učitelj, ne, ki otroka stimulira, s tem, da je bil v mojem času učitelj bolj posredovalec nekih znanj. No, danes je pa učitelj bolj spodbuja in motivira, da učenci delajo, pripravlja učno okolje. Ne, ni
edini vir znanja. Ker otroci pridobijo veliko znanja doma, pridobijo veliko znanja v neformalnem okolju, informalno, potujejo, ne? Da ne govorimo o tem, da veliko znanja pridobivajo na spletu. Ne? Zdaj, to je pa itak velik problem. In da večkrat v šoli, bolj kot v šoli, so v mislih na socialnih omrežjih. Drugače pa mislim, da tudi danes so odnosi v šolah pristni, učitelji se zelo trudijo, spodbujajo otroke, vendar jim primanjkuje znanj. Nam primanjkuje znanja, kako mogoče pri otroku bolj razvijati kritično mišljenje, kako otroku razvijati čustva, kako otroku razvijati empatijo, ne? Ker na tem področju so pa res otroci trenutno čustveno zanemarjeni. Kaj pa recimo profesorji, učitelji v vašem času so bili bolj strogi, so imeli več pravic kot danes? Nekatere zagotovo, ne? Ja, jaz bi tako rekla, da smo učitelje bolj spoštovali. Ne? Jaz se ne spomnim, da bi v mojih očeh bili učitelji neki strogi, ne? Ampak ja, smo jih zelo spoštovali, ne? In seveda spoštovali so jih tudi naši starši. To, kar so učitelji povedali, to, kar so rekli, je bilo sveto. Seveda učitelji so takrat imeli višjo izobrazbo kot starši. Danes je pa lahko obratno, ne? Imajo starši doktorate, so zelo izobraženi, imajo znanje na posameznih področjih, ne? Ki seveda prekašajo učiteljeva znanja. In učitelj je v drugačnem položaju, torej ni več edini vir informacij, ni tisti, ki več ve, ampak je tisti, ki otroka mora spodbujati in ga nekako in se od njega tudi včasih tudi učiti. Meni je bil zelo ljub nek otrok, ki je večkrat prihajal k meni v pisarno in jaz sem mu vedno rekla, no, zdaj me boš pa ti kaj naučil, tukaj na računalniku mi boš kaj pokazal, ne, sem mu dajala neko veljavo. Ker vsak od nas si želi, da je pač da ima neko veljavo, da lahko nekaj posreduje, ne? Da je lahko tudi nadrejen, ne? Ker pač podrejen položaj, ne? Nam ni pri srcu. Ne? In teh znanj manjka v šoli. Ne moreš primerjati svojega otroštva, svoja šolska leta, s šolskim okoljem, ki ga imamo sedaj v šoli. In jaz nikoli nisem v šoli razmišljala o tem, da sem bila jaz drugačna, ko sem hodila v šolo, ne? Da sem bolj spoštovala učitelje in tako naprej. Ampak vedno sem gledala naprej in družbeno pogojeno. Ne? Če se razvija družba, če se razvijajo tehnološka sredstva, če se spreminjajo delovna okolja, potem se spreminja tudi šola. Ker enostavno otroci potrebujejo nova znanja in nove spretnosti. Koliko časa ste pa obiskovali osnovno šolo, koliko časa je takrat trajalo? Ja, zanimivo, ne. Šola je bila 8-letna, trajala je 8 let in začeli smo jo obiskovati z 7 leti. Vendar v Šmarjah je bilo takrat zelo malo otrok, ko sem jaz imela za začeti obiskovati osnovno šolo in to je zanimivost, ne. Šolali so me s 6 leti, ker so v vrtcu predlagali nekaj otrok, ki je pač bilo pripravljenih skorajda za šolo, ne, in jaz sem nepričakovano vstopila v šolo s 6 leti, kar si pa jemljem kot plus, ne, ker to leto sem imela v rezervi, če bi se kaj zgodilo. Ja, in šola je bila tudi takrat razdeljena na razredno in predmetno stopnjo. Ponavadi v pritličju je bila razredna stopnja, v nadstropju predmetna. Učitelji so se pa prepletali med seboj, ne. Šola je bila zelo vpeta v lokalno okolje.
Zdaj v Šmarjah je takrat delovala tovarna kovinske galanterije. Tam so delali, večinoma staršev je delalo tam v tej tovarni in bili smo zelo povezani, ne. Na predvečer raznih praznikov smo otroci tam nastopali, v tovarni so nas pogostili, to se nam je zdelo nekaj posebnega, ne, tam smo uživali, bili veseli, ne. Tako, ne, smo imeli občutek, da dajemo nek doprinos skupnosti, ne. Drugače pa svojih šolskih let, jaz sem imela zelo dobro razvite verbalne sposobnosti, ne, že od vsega začetka, ne, ker sem, kot sem povedala, veliko brala. In seveda taki otroci smo bili zelo pripravni za razne nastope, razne igrice. Kaj jaz vem, kot zanimivo se spomnim, da smo pripravili nek musical z pevko Eldo Viler, ne, ker je bila naša vaščanka, torej sosednji vasi živela, ne, zdaj imam tudi še eno fotografijo doma z njo, pa tudi, ko jo kdaj srečam, obujamo spomine, ne, in tako. Prijetno je bilo, no, res. Ja, srednje šole ste potem opravljali na gimnaziji Koper, na fakulteto pa ste šli na Filozofsko fakulteto v Ljubljano, smer pedagogika. Kdaj ste začutili, da bi postali učitelj rad? Mene je poučevanje navduševalo že od samega začetka. Jaz sem se doma neprestano igrala s svojimi lutkami, bila sem učiteljica in v bistvu moji starši so verjetno se je odvijal pouk še popoldne, ne, ker je vse, kar sem doživela v šoli zjutraj, sem potem posredovala svojim lutkam in veliko sošolcem sem tudi pomagala, ne, sem tudi še kaj dodatno razložila. In se spomnim, enkrat zelo zgodaj mi je en sošolec rekel, veš, ti bila pa dobra učiteljica, ne. Kako sem rekla, to misliš? Ja, ma glej, zdaj si ti mene to razložila in boljše razložila kot učiteljica dopoldne, ne. Aha, sem rekla, pol verjetno res, ne. In to mi je bilo v meni, ne, ker za poučevanje moraš imeti tudi nekaj talenta, ne. In seveda s tem se lahko rodiš in to lahko imaš ali pa nimaš in je zelo težko pridobiti, ne. Jaz sem v učilnici zelo dobro počutim. Zelo dobro sem se počutila, ko sem učila v Svetem Antonu, še prej v centru Elvire Vatovec v Strunjanu. Z učenci sem bila vedno neposredna. Skušala sem se jim približati, z njimi sem se veliko igrala, ker tukaj poudarjam, ne, da je igra tudi tista, ki pripomore k celovitemu razvoju otrok. In ura mi je zelo hitro minila. Ne, te ure mi hitro minejo še celo danes, ko učim na Ljudski univerzi vzgojiteljice. Imamo se zelo lepo. Ponavadi imam 4 ure skupaj in si včasih mislim, kaj bom pa v teh 4 urah počela. Vendar ne vem, vedno mi zmanjka časa, ne. Vedno vzpostavim neko tako učno okolje, da se moje slušateljice dobro počutijo. In ne boste verjeli, ne, tudi današnje slušateljice, torej srednješolke, se rade igrajo, ne. In te socialne igre so tiste, ki veliko dajejo bodočim kadrom, ne samo znanja, ne, ker to trenutno znanje, trenutno, kar se naučiš, hitro pozabiš. Če pa osvojiš neko spretnost, ne, potem jo gojiš še naprej. No, in tako da poučevanje mi je bilo skoraj pisano v zibelko, ne, čeprav v moji družini ni bilo učiteljev, ne, torej sem še enkrat poudarjam, izhajam iz kmečke družine, tako da nisem imela vzornikov doma, verjetno pa so bili moji vzorniki učitelji, ki so živeli v sosednjem tako imenovanem učiteljskem bloku v Šmarjah, ne. Zraven moje hiše so zgradili blok takoj po vojni, tam so naselili učitelje,
To so v glavnem prihajali iz različnih koncev Slovenije in tam smo živeli zelo blizu šole. Tako da v bistvu šola je bila moj drugi dom. Večkrat sem se vračala tudi po popoldanskih urah. Z učitelji smo skupaj skrbeli za izgled šole, kaj jaz vem, sadili smo rože, urejali šolski vrt, urejali šolsko okolje, pomagali čistilkam. Tam smo dihali s šolo, torej gojili smo neko pripadnost, ne. Otroci smo bili veseli, ne, da smo učenci te šole, da je naša šola lepa, da smo učenci uspešni, veselili smo se uspehov, raznih tekmovanj, se družili z učenci sosednjih šol. Jaz se spomnim predvsem z učenci osnovne šole Marezige. Imeli smo pohode, torej šli smo na obisk na šolo v Marezige, tam smo odigrali kakšna športna srečanja, seveda navijali, ne, za svojo šolo. No in potem so oni vračali, ne. Tako da kasneje, ko sem jaz začela obiskovati gimnazijo, smo se ti vaški otroci, tudi sosednjih vasi, že med seboj poznali, ne. In je bilo potem samo obiskovanje šole lažje, ne, ker si imel nekoga, na katerega si se lahko zanesel, ne. Ja, po končani osnovni šoli tudi gimnazija, ne, ne morem reči, da je bila to nek bav, kot slišim danes, ne. Ja, bila je bolj zahtevna. Jaz se spomnim, da se je bilo potrebno več učiti. Jaz sem bila navajena na zelo lepe ocene. In seveda, ne, na gimnaziji so te ocene nekoliko padle, ne, ampak sem razmišljala, kaj v svoji glavi, ne, kaj je pač potrebno, da ponovno vzpostavim, ne, dobre ocene. Ker ocene pa so bile pomembne, ne, ocene, ne vem, te ocene se nas držijo in kaj jaz vem, tudi sama podoba je bila odvisna od teh ocen, ne. Čeprav smo imeli možnost tudi ostalega udejstvovanja, ne, je bilo to udejstvovanje precej v korelaciji z sposobnostmi, z ocenami, ne vem. Mogoče so pa odražale te ocene drugačno znanje kot danes, ne. To mogoče, ne. Danes učitelji so zelo nadzorovani, ne, kot sem povedala, strani staršev, strani družbe, strani politike navsezadnje, ne. In seveda, če učitelj nekaj pove, kar staršu ni všeč, ne, razumete, je lahko zelo hitro halo. In to pa ni nujno, da je učitelj tako povedal v šoli, ne, ampak otrok tako interpretira. Ker veste, kako je, ne, otroci gledajo, da bi šli v življenju zelo, posebno v šolskih letih, na lahko skozi. In zvrnejo krivdo na pač tistega, ki ga lahko, ne. Tako da, ja, otroci pa ostajajo isti, ne. Torej, jaz ne vidim, ne vem, kakšnih razlik med menoj, ko sem bila otrok, pa med današnjimi generacijami, ne. Otroci so živahni, radoživi, ne. Imajo radi, ne, predvsem v nižjih razredih osnovne šole, ne, vpijajo vsa znanja in tako naprej, ne. Kasneje, ne, v puberteti, pa se ta šola začne oddaljevati od njihovih interesov. In cilji šole niso vedno tudi cilji naših otrok, ne. Tako da, pa tudi odnosi potem z učitelji, ne, zaradi vsega tega, ker so učitelji primorani bolj objektivizirati zadeve, ne, se pravi, sprašujejo to, kar je merljivo. Šola izgublja, ne, izgublja na kreativnosti, ne razvija več čustev, ne razvija več domišljije, ne razvija več jezikovnih spretnosti, ne. Naši otroci so na jezikovnem področju precej podhranjeni. In se bolj šola sama naslanja na uspehe, ne.
Tako da, ja, na tem področju čaka šolo velik izziv. Zagotovo pa ne morete biti učitelj, če nimate radi otrok. Je vas na ta poklic vezala tudi ljubezen do otrok. najmlajših? Ja, glejte, če nimaš rad otrok, potem v tem poklicu nimaš kaj delati. Ker potem si nesrečen od prvega dne in komaj čakaš, da greš v penzijo. To vidijo tudi otroci, ne? In to, seveda, to čutijo otroci, ne? Ker otroci čutijo. To pa ne pomeni, da je učitelj popustljiv, da učitelj otrokom vse dovoli, ampak učitelj mora ohranjati avtoriteto. Ker otrok rabi avtoriteto. Otrok rabi norme, otrok rabi predvidljivo okolje in otrok se mora počutiti v šoli dobro. Tako da jaz sama bom tako povedala, da ko sem začela učiti, sem bila zelo stroga. Italijanščino ste učili, ne? Jaz sem učila italijanščino, mogoče tega nisem niti povedala, Ja. nekaj mesecev celo na Škofijah. In ja, bila sem zelo zahtevna, tako da mislim, ko pogledam nazaj, ne, se mi zdi, ne, jaz sem takrat prišla z fakultete, sem bila nabasana z znanjem in sem mislila, da sem res najpomembnejši človek v šoli. Ampak kasneje, ne, pa začneš z otroki drugače komunicirati, drugačne vrline, drugačne spretnosti razvijati, ne. In seveda, ne, je avtoriteta sama po sebi umevna, ne. Tako da učitelji, ki pravijo, da ne zmorejo v oddelku, da niso kos otrokom, se morajo vprašati, kaj bi na sebi spremenili, da bi jih otroci drugače sprejeli. Ker vsak človek lahko spreminja le sebe, ne moreš drugih. In otroci, ki obiskujejo sedaj šolo, so taki, ne, so produkt naše družbe, naših spremenjenih odnosov v družbi, ne. Nekega napredka, neke tehnologije ti ne moreš ustaviti in je ne moreš tudi prepovedati. Kar se veste, ne, kako je, ne. Kar je prepovedano, je pač zanimivo. najljubše, ne. Je lažje vzpostaviti avtoriteto pri mlajših ali pri starejših? Ja, zdaj tako, ne, pri mlajših je skoraj da avtoriteta sama po sebi umevna, ne. Mlajši otroci, če začutijo, da jih imaš rad, če trkaš na njihova čustva, ne, ker čustva so nek motivator, ne, pri majhnem otroku, ne, potem je uspeh zagotovljen. Ja, pri malo odraslih otrocih, predmetna stopnja, potem srednja šola, je pa zelo pomembno, da je učitelj razgledan, da ima stroko v malem prstu, da sledi tej stroki, da se usposablja, da gre naprej s časom, ja, ga gledajo bolj kritično, ne. In učitelj mora priznati, da vsega ne ve, da dela napake, da se uči skupaj z otroki, ne. In ko to vzpostaviš, ne, ko otroci začutijo kot sebi enakovrednega partnerja, te tudi lažje sprejmejo. Zdaj, jaz sem to pridobila z izkušnjami. Ves čas sem se zelo veliko izobraževala, nisem želela, da me čas pokosi. Tudi tehnologijo sem se trudila po svojih najboljših močeh. Moram povedati, da so mi bile tukaj v pomoč tudi moji dve lastni hčeri, da sem tudi njih zaprosila, da mi kaj pomagajo. Tako da vseskozi sem se trudila, ker sem se zavedala, ne, da je ne moreš ustaviti. Je pa res, ne, da se izoblikujejo neki drugačni odnosi, ne. Zdaj, jaz bi tukaj poudarila, da otroci danes skoraj da ne berejo več. Če pa kaj berejo, berejo z ekranov, s tablic, ne, kar pa ni isto kot s knjig.
To kažejo tudi raziskave, ne, da to, kar Tudi leksikonov, slovarjev ni več, ja, tako leksikonov, slovarjev. Zdaj, gledajte, mi smo, ravno to se me zdaj spomnili, ne, mi smo bili primorani iskati informacije, ne, in smo jih iskali, tako kot vi pravite, doma smo imeli vsi enciklopedije, ne, tistih ne vem koliko, 12 knjig, enciklopedijo Slovenije, enciklopedijo splošno in tako naprej. Učitelji so nas usmerjali v knjižnice. Skratka, primorani smo bili raziskovati in seveda te informacije smo iskali, jih med seboj primerjali, morali smo abstrahirati bistva iz teh informacij, razvijali tako abstraktno logično mišljenje, ne. No, kaj pa danes? Ne, se veste, otrok pogleda, ne, na internet. Ja, internet, ne, je nadomestil raziskovanje, ne. Stroj, ne, stroj. Internet takoj pove, ne. Ampak otrok večkrat to, kar prebere, kar vidi na internetu, sploh ne ve, kaj to je. Ne? Manjka mu nek koncept, ne? Kako do teh znanj priti. Ne? In zdaj raziskovanje, ki je razvijalo otroka celovito, ne? Tudi nas, ne? Ki nam je omogočalo, ne? Razvoj tudi mišljenja, zdaj ni več prisotno, ne? So ga nadomestili stroji, se pravi pametni telefoni, umetna inteligenca, da ne govorimo zdaj o umetni inteligenci, saj ta napiše esej namesto študentov, namesto dijakov. Ne? Zdaj, kam to vodi, ne? Kam to pelje, ne? Se sprašujemo. Verjetno neke hitre administrativne spremembe zakonov, neke prepovedi v šolah, tega, onega in tako naprej, ne bodo prinesle nekih uspehov. Jaz ne vidim, da bi bil lahko uspeh na tak način zagotovljen. Ampak verjetno bomo morali spreminjati odnose v šolah, ne? Spreminjati vloge. Učencem dati več možnost, da postanejo subjekti, aktivni, da iščejo s pomočjo programov, informacije, da so kritični do teh informacij, da jih usmerjamo, da vse to, kar najdejo, ni vedno res, da ni resnice na hitro in na kratek rok. Skratka, otrokom je potrebno pridobiti razvijati neke nove veščine. Predvsem, jaz bi tukaj poudarila kritično mišljenje. Kritično mišljenje je tisto, ki omogoča, da otrok odbere, ne, kaj je tisto, kar mu koristi, kaj je tisto, kar mu škodi. In jaz, verjetno to že izguljena faza, starši, ki me poznajo, sem vedno zaključila, da znanje, ki ga pridobivajo otroci v šoli, mora otrokom koristiti in ne škodovati. Zdaj pa že prehajamo v drugo sfero, ne? Ko nekatera znanja škodijo otrokom. Ne? Se vam zdijo, da mogoče dobijo otroci prehitro mobilne telefone? So sploh dovoljeni v šolah? Kako je zdaj? Kakšne so ta pravila? Kdaj lahko učitelj recimo vzame telefon, ga prepove? Kako je s tem? Ja. Tukaj bom zdaj malo drugače odgovorila. Ne? Mobilni telefoni so osrednji medij v družinah. Ne? In zdaj seveda ne, otroci, tudi če ga ne dobijo, imajo vzornike, ne? Starše, ki so stalno na telefonih, zdaj smo še stari starši stalno na telefonih, ne? Kar naprej nekaj iščemo, ne? Kar naprej se nam zdi, da nam je kdo poslal kakšno sporočilo, ne vem, postali smo odvisni od teh informacij, ki jih dobivamo na telefonih. Jaz opazujem na igriščih, recimo mame z vozički, seveda uporabijo telefon, da otroka fotografirajo, da otroka posnamejo, vsak njegov najmanjši napredek, ne, in seveda ne, otrok se uči s tem, da opazuje. In seveda hitro spozna, ne, da je ta telefon nekaj več kot sam telefon, ne, da pač, ne. In zdaj, če ugotovi, da so na tem pametnem telefonu še tudi risanke,
če ugotovi, da na tem pametnem telefonu glasba in tako naprej, ne, seveda, ne, ga ti telefoni zamikajo. Ne. In zdaj, seveda ni priporočljivo, ne, da bi majhen otrok operiral že s telefonom, pa ne samo s telefonom, ne, tu gre za prisotnost zaslona, ne, v bistvu, ne. Vse, kar je tablice, televizija, ne, vse, kar se odvija, ne, na teh zaslonih. No, in otrok enostavno živi, ne, živi s temi telefoni. Ne, zdaj nekateri starši potem otrokom zelo hitro dajo telefon zato, da jih pokliče, ne, tudi z praktičnega vidika, ne. Kaj jaz vem, če se jaz spomnim, ne, moji hčeri sta dobili telefon na gimnaziji, ne, takrat v otroštvu njihovem ni bilo teh telefonov, ne. No, in seveda dobili sta telefon zato, ker sem jaz rabila, ne, da ko sem šla iz službe, sem jih poklicala, da me čakajo, ne. Ne vem, kako bi bilo, če bi bili ti telefoni že prej v otroštvu, ne. Ne vem, če bi bila kos tej zadevi. Zato, ker vidim to situacijo pri vnukih, ne. Zdaj imam dva majhna vnuka in seveda, ne, ko pridejo na obisk, v bistvu bi naj teh telefonov ne bilo, ne. Jih poskušam odstraniti z okolja, v katerem živijo ti otroci. Tudi starši njihovi se trudijo. Vendar enostavno, ne, življenje je postalo tako hitro, rabiš telefon, rabiš informacije, povratne informacije so pomembne, ne, in nehote, ne, otroci pridejo s temi telefoni v stik. No, v šolah pa mislim, da otroci tam do 10. leta pa res ne potrebujejo telefonov. In šole se tega zavedamo. V šolskih pravilnikih smo omejili rabo telefonov, ne, v šolah. Vendar, ne vem, naletimo tudi na gluha ušesa staršev, ker na primer v šoli, ker sem jaz, na naši šoli smo otrokom, če je zlorabil telefon, vzeli in smo potem starše seznanili s tem dejanjem. Zdaj, nekateri starši so rekli, kar imejte te telefone do konca šolskega leta, ne, na tak način bomo omejili tudi rabo doma. Nekateri starši so bili pa zelo hudi, ne, in so to jemali kot poseg v neko privatno lastnino. Ja. Zdi se mi, da se tukaj v šolstvu vrtimo v začaranem krogu. Velikokrat, zdaj spet je bila aktualna tema nasilja v osnovni šoli, pa velikokrat tudi policaji so dejali, da dokler se dejansko te grožnje ne uresničijo, oni ne morejo nič narediti. Potem velikokrat se profesorji, učitelji potegnejo vase. Vi ste bili tudi svetovalna delavka. Kako pomembne so recimo te službe, pedagoginja, psihologinja, socialna delavka, tako? Kaj lahko tukaj naredijo sploh one in recimo učitelji v takšnih primerih? Ja, res je, včasih, res kot ste povedali, začaran krog. Ker tukaj ni nekih hitrih rešitev, ne. Zdaj, svetovalna služba, ne, na naši šoli zdaj je okrepljena. Ko sem jaz postala svetovalna delavka na šoli, sem bila pač edina v tej službi, ne. Zdaj pa imamo defektologe, imamo socialne pedagoge, imamo tudi druge profile, ne, in v bistvu delujemo timsko. Se med seboj pogovarjamo, iščemo rešitve v svetovalni službi, se pogovarjamo tudi z otroki. Želimo, da otroci k nam pristopajo, da nam zaupajo, ne, zato moramo zgraditi v svetovalnih službah neko varno okolje, ne, ne moremo biti neki varuhi, ne, ali pa njihovi izdajalci. Ampak seveda, ne, mi smo v službi otrok, jih moramo zagovarjati. Svetovalni delavci lahko zelo veliko pripomoremo k temu, da osveščamo tudi učitelje, da na raznih delavnicah spodbujamo razne pogovore z otroki,
da razvijamo čustva, ne, da otroci postajajo bolj senzibilni, ne. Zdaj, seveda, ne, nimamo nekih instrumentov kaznovanja in tako naprej, ne, ker, glejte, nobeno kaznovanje ne prinese na dolgi rok tudi nekih pozitivnih učinkov, ne. Zdaj, če otrok se izraža na neprimeren način, če kaže neko vedenje, ne, ki ni zrelo, ki je pač ni dovoljeno, potem seveda mora on sam čutiti posledice, ne. Ker ne boš spremenil svojega vedenja, če ne čutiš nekih posledic, ne, nekega neugodja, ki prinaša tako vedenje. Tukaj so pa učitelji prepuščeni samim sebi, ne, in tudi svetovalna služba, ne. Tukaj je umetnost, ne. Enkrat zaleže, da si z otrokom bolj strog, enkrat zaleže, da se z otrokom bolj pogovoriš, da se spustiš na njegov nivo. Skratka, svetovalne službe same ne moremo, ampak svetovalne službe lahko delujemo samo skupaj z učitelji, ne. Z učitelji in ustvarjamo neko okolje, kjer se otrok počuti varnega, ne. Ker če se otrok ne počuti varnega, potem so prisotni izbruhi jeze, izbruhi vandalizma, izbruhi neprimernega vedenja in tako naprej, ne. Če se pa otrok v šoli počuti varnega, sprejetega, pripadnega, ker to je velik problem, ne, ker včasih, v mojih časih, smo bili otroci približno enako, na enakem nivoju. Enako smo materialno imeli doma, ni bilo večjih razlik med nami. Danes pa so razlike med otroki zelo velike in porajajo nevoščljivosti, ne. Zato je šola pač tisto okolje, ki naj bi otroku dajalo nek občutek varnosti, ne. To jaz poudarjam. In tudi svetovalna služba ima predvsem to nalogo, da ustvarja skupaj z učitelji v šoli tako okolje, ki bo otroka spodbujalo k učenju in ne k vandalizmu. Zdaj, kot sem jaz povedala, ne, mi smo imeli šolo za drugi dom in tam smo urejali šolo, okolico šole, čutili smo pripadnost, ne. Vsega tega se mi pa zdi, da je danes manj. Čeprav ni odsotno to, ampak je manj, ne, ker je velik poudarek na znanju, na dejstvih, na pojmih, kaj vse otrok se mora naučiti. Potem imamo te razne teste, to zunanje preverjanje znanja. Učitelji so pod pritiski, mislijo, da morajo vedno več in več učiti. Otroci pa nemotivirani na drugi strani, ne, za tak način poučevanja. In potem nastajajo konflikti, ne. In seveda otrok, ki se ne počuti varnega in sprejetega, se odraža z neprimernim vedenjem. Ne, zdaj. Jaz bi tukaj poudarila tudi, da je odsotnost komunikacije tista, ki privede do tega, ne. Zdaj, otroci se manj pogovarjajo, manj diskutirajo, se pravi, kaj narediti v šolo, povrniti, ne, te pogovore, to diskutiranje, kaj jaz vem, bralne ure, da se pogovarjajo o prebranem in tako naprej, ne. Ker s tem, ko se otroci pogovarjajo, rešujejo probleme z besedami. Če pa besed zmanjka, ne, ja, potem nastopijo gibi, ne. Potem gre roka v drugo smer, ne. Zdaj, kakšni prepiri, to je bilo in bo v šolah, ne. Kdaj smo se stepli, tudi ko sem jaz hodila v osnovno šolo in ne vidim tukaj nič narobe, razumete. Ampak narobe je to, da ne rešijo te konflikte otroci sami, ampak gredo domov otroci ali pa celo takoj po pametni telefon, pokličejo starše, jih vznemirijo in tako naprej, ne. Se vam zdi, da mogoče se zdaj nekateri učitelji, profesorji bojijo staršev,
Te bi jim lahko s kakšnimi odvetniki grozili, potem so afere, pa morda disciplinske kazni. Sigurno se ne počutijo dobro. Že s tem, da so nadzorovani, že s tem, da nekateri otroci snemajo učitelje, tudi to se zdaj pojavlja. Jaz imam občutek, da jim včasih starši tudi naročijo, da to počnejo. Zdaj, učitelj je pred zelo velikim izzivom. Včasih ne ve več, kako bi pristopal. In lahko, da se kakšen učitelj tudi staršev boji. Ampak s tem, da pridemo do takih odnosov, potem je že skoraj zaključek našega medsebojnega sodelovanja. Ker pa brez sodelovanja otroka, staršev in učiteljev, potem pa ni več zagotovljenih uspehov. Zdaj... Kako pa je z zanimanjem za poklic učitelja, profesorja? Je še naprej veliko ali to upada? Saj vidite, zdaj primanjkuje zelo veliko učiteljev, se zavedajo odgovornosti tega dela, se zavedajo, da so pristopi, ki jih moraš uporabljati z otroki, zelo zahtevni. Marsikdo tudi v šoli ne vzdrži, ker so pritiski preveliki. Poklic tudi ni več spoštovan. Tudi starši nimajo dobrega mnenja o učitelju. Ne vem, kaj je pripeljalo do tega. Jaz sem se kot ravnateljica in kot svetovalna delavka večkrat srečevala s pripombami staršev, ki so bile lahko upravičene ali pa neupravičene. Največkrat neupravičene, ker gre za konflikt, gre za komunikacijo, ki ni dovolj dobro sprejeta. Gre tudi za prenos nekih informacij, ki so popačene, ki jih otroci ne razumejo in interpretirajo staršem po svoje. Učitelj mora obdržati neko avtoriteto. Učitelj mora tudi staršem skomunicirati zadeve. Ne komuniciramo preko otrok, ampak komuniciramo direktno starš in učitelj. Tako bi rekla, da ta tehnologija in ta znanost, da imajo včasih otroci občutek, pa tudi starši, da so zamenjali učitelja. Da pač tehnologija zna več kot učitelj, da ga lahko nadomesti, da v bistvu pride do paradoksa, da je učitelj skoraj da nepomemben. Zdaj, če bomo imeli še umetno inteligenco, ni pa res, ker učitelj ima zdaj drugačno funkcijo, ampak se zelo težko tudi mi sami, tudi jaz sama kot učiteljica, spopadamo z novo funkcijo, z novimi vlogami. Ker enostavno včasih prenašamo vzorce iz svojega otroštva v šole, ali pa kaj jaz vem kaj, učitelji so nam bili in profesori neki vzorniki in so dosegali neke rezultate z nekimi prijemi, ki zdaj teh rezultatov ne dajejo več. In v bistvu si na spolzkih tleh. Tako da rabimo učitelji veliko supervizije, tudi učitelji se moramo zelo veliko pogovarjati, tudi učitelji iskati rešitve, odpirati svoje učilnice, si med seboj pomagati, biti solidarni, tako. Kako to, da ste vi zamenjali učitelja za ravnatelja? Kako je prišlo do tega? Je bila podpora v kolektivu, so vas videli, ste si sami želeli? To pa je nastalo kar tako ad hoc. Spontano. To spontano. Bila sem članica sveta šole, ko je ravnateljica, ki je takrat vodila šolo, zbolela, imela zdravstvene težave in se je kar čez noč, tam se spomnim, maja meseca, tik pred koncem šolskega leta,
odločila pač, da ona na tej funkciji ne bo več, šla je na bolniško in pač prosila, da jo drugo leto nekdo zamenja, da se razpiše to delovno mesto. No, zdaj bilo je meseca maja, jaz sem bila predsednica sveta šole in seveda spet postavljena pred velik izziv. Člani sveta so predlagali, če bi jaz kot vršilka dolžnosti do konca šolskega leta prevzela to funkcijo. No, in v tistem obdobju, jaz se ne smem več spominjati tega obdobja, ker bila sem svetovalna delavka, zaključevala sem z 9-šolci, imela nove naloge kot vodstvena delavka, vse je bilo za mene novo. No, že prej sem sicer pomagala ravnateljici in sem neke spretnosti pridobila in tudi nek uvid v to delo. Vendar, ne vem, jaz enostavno se spomnim tega obdobja, da sem bila zelo obremenjena, da sem prihajala na šolo tudi po popoldanskem času. Veliko mi je pomagala tudi ena učiteljica, tako skupaj sva se prebijali, ker zanimivo, sem morala začeti uvajati celo 9-letko, ker mi nismo bili v tistem prvem krogu, ampak smo bili v drugem krogu. In ko sem hodila na te seminarje in ta srečanja ravnateljev, se mi je zdela ta 9-letka tak velik tabu, da jaz ne bom sposobna jo na šoli uvesti. No, potem sem se zagrizla v to delo, pač bila sem temeljita, tako kot vedno, skušala sem čim bolj se približati temu konceptu 9-letke. In sem se tako pač izobraževala na tem področju in tako naprej, da mi je bilo pol kasneje, naslednje šolsko leto, ko bi pa morali začeti uvajati in tako naprej, pa žal, da ne bi, če sem se že toliko napora vložila v to, pa bom pač en mandat poskusila z ravnateljevanjem. Tako da mi ni žal. Več kot 20 let ste bili, ravnateljica? 22. Jaz se zdaj čudim, ker ne vem, če bi ponovno šla na to pot 22-letnega ravnateljevanja. Ste imeli pa podporo cel čas kolektiva, Ja, se vas imeli zelo radi. To je pomembno, večina, seveda prav vsi te ne morejo imeti radi, ker pač tudi ni cilj, po mojem, da ravnatelje imajo vsi radi, ker s tem, da imajo vsi radi, pomeni, da je tudi lahko kaj narobe, razumete. Tako, ampak večinoma smo gradili, smo gradili skupnost, gradili smo pripadnost, skupaj z učitelji sem uvajala 9-letko, nove projekte, nove metode dela, večkrat smo se z učitelji srečevali, rabili smo podporo eden drugega. No, in potem velik izziv je bilo tudi to, da se je zelo povečalo število otrok v okolišu. Tudi dve šoli, Prade specifika, podružnica, včasih je bil Sveti Anton do 3. razreda, zdaj je že do 9. Do 9. In to dvooddelčna šola v Pradah, dvooddelčna šola v Svetem Antonu, 9-letka, izbirni predmeti, zelo težka organizacija. No, začela sem sama, brez pomočnika. Danes je pa šola z 2 pomočnikoma. Potem velik izziv urnik, prepletanje učiteljev z ene na drugo šolo. Iskanje kadra, verjetno. Jaz nisem imela teh težav, ker v času mojega ravnateljevanja je bilo pa kadra dovolj in ga je bilo na izbiro. To se je pa zdaj pojavilo takoj po mojem odhodu. Takoj po mojem odhodu, ali pa tudi že malo prej, smo učitelji morali spogledovati za dobrimi, ravnatelji se spogledovati za dobrimi učitelji, privabiti kakšnega učitelja tudi z drugih šol, čeprav moralno ne vem, kako to vzdrži, ampak vsak ravnatelj pač želi, da je šola seveda kadrovsko dobra,
No, zanimivo pa je tudi ta, da ko sem začela ravnateljevati, je bilo na šoli veliko učiteljev z nepopolno izobrazbo. In je bilo potrebno tudi večkrat razpisati delovna mesta, ne. Kaj jaz vem, matematika je bila takrat tako deficitaren poklic, ne, zgleda, ne, da so, ne. Ampak imela sem srečo, ne, vedno, ko smo razpisali, ne, smo tudi ta kader dobili. In ta kader je postajal čedalje bolj strokoven. In strokoven kader prinaša tudi dobre rezultate, ne. Naši otroci so postajali uspešni na tekmovanjih, na raznih raziskavah, ne, bralne pismenosti, naravoslovne pismenosti, tudi rezultati na NPZ-jih so bili zelo visoki, ne. To se odraža tudi glede na klimo, ki smo jo imeli na šoli, ne. Tako da, ja, jaz sem bila zelo vesela, vseh uspehov svojih otrok sem vedno vesela. In tudi zdaj, ko srečam uspešne učence, nenazadnje vas tukaj, v drugačnih okoljih, se vedno veselim uspehov svojih učencev. In sem ponosna na njih, ne. Ker pač učenci, ne, njihovi uspehi so tisti, ki dajejo neki šoli renome, ne. Tudi zato, ne, je človek vesel, da je delal z otroki, ne, da jim je nekaj dal. Še posebej sem vesela, ko mi kdo pove, da je šel za učitelja, ker me je posnemal. Nekaj otrok pa mi je tudi reklo, da bi bili radi ravnatelji, ne. Tako da to že vidiš, ne, če te otrok posnema, ne, če želi postati to, kar si ti, ne, tako. Lepo slišati. Ja. Ste si predstavljali, ko ste prišli v Prade, da boste ostali do penzije v Pradah? Ja, jaz sem najprej bila v tem centru v Strunjanu, ne, sem delala z otroki s posebnimi potrebami. In že od tam sem zelo težko šla, ne. Sem se pač, ne vem, te otroke sem vzljubila, sem jih imela rada, z njimi rada delala in tako naprej. Ampak jaz sem si kasneje ustvarila družino, ne, imela lastne otroke. Sama pot v Strunjan je bila zelo dolga, mi je vzela veliko časa. Potem delo v Strunjanu je bilo neprekinjeno, ne, 24 ur v času mojega službovanja. Bila so tudi dežurstva, skratka, zelo zahtevno delo. In sem se na eni točki pa le odločila, mislim, da prav, in sem se spremenila službo in prišla na šolo kot učiteljica italijanščine. Najprej sem delala na podružnični šoli v Svetem Antonu, kjer moram povedati, da so me učiteljice starejše zelo dobro sprejele. Tam smo bili kot neka velika družina. Šola ni bila ogrevana, imeli smo neke zelene peči, kurili sami učitelji. In potem so učiteljice tudi med uro italijanščine kar ostajale v oddelku, ne, kar bi lahko bil problem za današnjega učitelja. Jaz sem pa to izkoristila, ne, in sem s pomočjo tudi teh učiteljic vzpostavila še bolj spodbudno učno okolje, ne. Z otroki smo se lepo imeli. Nobenih problemov nisem imela, tako da bi otroci ne bili motivirani za delo in tako, ne. Potem kmalu sem seveda poučevala potem še na predmetni stopnji. Dosegali smo rezultate na tekmovanjih, ne. In to je meni dajalo nek elan, ne, da so naši otroci uspešni. No, potem pa se je zgodilo, da je nas zapustila socialna delavka na šoli in sem jaz pač nastopila kot svetovalna delavka. To delo mi je bilo v začetku všeč, ampak pa moram povedati, da je kasneje bilo veliko administrativnega dela, da se je bilo veliko treba ukvarjati tudi z tako, ne, čisto administrativnimi posli, iskanje subvencij, iskanje možnosti za socialne, ne, za otroke socialno ogroženih družin in tako naprej.
In je ostajalo manj časa za samo stroko, ne? Ker je šola postajala velika in je bilo teh problemov veliko. Ne? Ali pa ne samo to, potem sem se ukvarjala tudi z NPZ-ji, ne? Sem dobila določene nove naloge, administrativne narave in tako naprej. Ne? Tako da to delo mi je začelo počasi, torej mi je tudi ni nudilo več toliko izzivov. No, potem, kot sem postala ravnateljica, jaz bi rekla tako, ne, da bi verjetno morala še tretjič zamenjati službo, ne. Ker dolgo obdobje človeku postane služba neka rutina, ne. Ja, in predvsem organizacijsko je postajalo delo zelo zahtevno. Jaz si ne znam predstavljati, ne, kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli računalnikov, ne, in računalniških programov, ki nam danes pomagajo sestavljati urnike, da ne govorimo nadomeščanja. To so prave umetnosti. Potem urniki otrok, ki so v bistvu individualni, s tem, da imajo te izbirne predmete, ima že skoraj vsak otrok svoj urnik. Tega šola brez računalniških programov ne bila več sposobna peljati. Tako. Izziv je bil tudi COVID, ne? Ja. Kako je bilo pa takrat v Pradah? Ja. Tudi brez računalnikov verjetno bi bile kar velike luknje v znanju, ne? Joj, to pa je bil izziv. Jaz sem ga sicer spremenila v sebi v prid, ker vsako krizno situacijo sem poskušala vedno sebi v prid stvari obračati. No, spoznala sem, da se generacije med seboj razlikujemo. Ne? Zdaj, jaz sem spadala takrat v starejšo generacijo, moji starši so bili pa mlajša generacija, moji bivši učenci. Seveda, jaz sem imela doma drugačno situacijo, tudi sama ogrožena. Imela takrat bolno mamo, ker sem se bala, da prenesem COVID tudi na njo. In seveda upoštevala vsa navodila. V šoli se nisem počutila več varno, tako bom povedala. Nikoli nisem vedela, kdaj se bo kaj zgodilo. Podobno stisko sem srečevala tudi pri starejših učiteljih. Nekateri so prihajali v šolo celo ob sobotah in nedeljah, ko ni bilo otrok, in so takrat postorili določene zadeve, ne, ker so pač kot ogroženi, kot osebe z nekimi kroničnimi boleznimi bili izpostavljeni. Na drugi strani, ne, sem se pa srečevala s starši, ki so zavračali maske, ki so zavračali distanco med otroki, ki so pač jemali to kot neko napihnjenost in tako naprej, ne. In seveda, takrat sem uporabljala vse svoje pogajalske spretnosti, ne. Sem se veliko z starši pogovarjala, tako da hvala Bogu, nismo imeli takih otrok, ki jih starši ne bi pol pripeljali v šolo. Tako da, ja, ker to bi zame predstavljalo velik problem, na drugih šolah so ga imeli, ampak večino staršev sem prepričala, ne, da pač vseeno je šola z ukrepi dovolj varna, in da je pač potrebno kljub temu neko mero strpnosti. Odgovornosti tudi. Ja, in ne. No, ampak, kaj sem pa jaz sebi v prid obrnila? To izobraževanje na daljavo. To je bil pa zame velik izziv in sem se takoj spoprijela z Zoomom, s tem orodjem. Sem ga poskušala čim bolj osvojiti, tako da sem ugotovila, da tudi izobraževanje na daljavo ni tak bav, kot sem si predstavljala. To orodje je danes še bolj izpopolnjeno, tako da lahko preko tega orodja marsikaj dosežeš. Navsezadnje tudi skupinski pouk, lahko daš priložnost učencem,
Nekaterim učencem je bil celo ta pouk bolj všeč kot pouk v živo. Bolj so se sprostili, bolj so si upali, ne. Jaz sem seveda vodila konference preko tega orodja. Seveda je zahtevalo pa to od mene veliko priprav in veliko učenja. In jaz sem zdaj zadovoljna, ker to orodje znam uporabljati. Nenazadnje ga uporabljam tudi na srednji šoli, torej na Ljudski univerzi. Občasno imamo tudi konzultacije preko Zooma, ne, kar omogoča tem mojim slušateljcem, da so lahko bolj prisotne na teh predavanjih. Ne. Ima to izobraževanje na daljavo, moramo imeti tudi neke prednosti. Ne. Dobro, odnosi in pogovori in tako naprej niso tako pristni. Vendar omogočijo tudi, da se lahko izobražuješ na daljavo, da ne pač za en sestanek porabiš celega dneva v Ljubljani, ne, mimogrede lahko. In tako da jaz to orodje zdaj spretno uporabljam, ne, navsezadnje se preko Zooma pogovarjam tudi z otroki, ki jih imam v tujini, pogovarjam se z vnuki, ki jih nimam pri sebi, ne. To mi je pač predstavljalo nek izziv, ne. Zdaj, kaj bi pa povedala za učitelje, ne? Za učitelje pa to predstavlja nek nenehen napor, ne? Mislim, neka nenehna znanja. Zdaj, nekateri se bolj spopadajo s takimi novimi tehnologijami, drugi manj. Učenci so kritični opazovalci, zelo hitro opazijo, ne, če kdo ni doma na nekem področju, ne. Seveda človek potem začne razmišljati, tudi jaz sem takrat razmišljala, ne, kaj meni to treba, ne. Tudi tesnoben postaneš, ne, ko vidiš, ne, a bom jaz sposoben vse to, ker pač je bil postavljen pouk popolnoma narobe, ne, pač, ne. Ampak glejte, splača se truditi, ne. Vsaka stvar je za nekaj tudi dobra. In vedno je pomembno, da človek obrača stvari sebi v prid. In da se nenehno uči. Tako. Evo, zdaj ste 2-3 leta že v pokoju. Je bilo težko iti v pokoj? Ja, to je velik izziv, veste. Jaz bom tako povedala, da pač je to, šola je zame predstavljala tudi nek način življenja. In način, ne samo, to ni bila samo služba, ne, to ni bil samo vir dohodka, ampak to je bil moj način življenja, ne. In na to sem se pripravljala, ne, sem se zavedala, tako da sem se pripravljala, tako da je pa bil povezan moj odhod, ne, po 45 letih, ko sem se odločila, da grem v pokoj, je bil pa povezan z neko družinsko situacijo doma, ne, ki me je zelo zaposlovala, ne, sem imela zelo bolno mamo, za katero sem morala skrbeti. Potem, ne, sem pa hitro dobila vnuke, ne, in ti vnuki so v bistvu nadomestili, ne, to okolje. V šoli, ne, so me zaposlili, tako bom rekla, ne. In seveda, ne, na družinskem okolju, ne, kjer ni nekoga, ki te pričaka doma, ne, ki skrbi za toplo družinsko ozračje, ne, ni nekih vezi več, ne. Tako da moji otroci so bili zelo veseli, ne, hčere so prihajale domov, smo kaj skuhali dobrega, ne, smo se lahko pogovarjali, se zdaj z otroki, vnuki se lahko igram sproščeno, veliko časa preživim z njimi, jih kam peljem na kakšen izlet, ne. In že spet, ne, uživam z otroki, razumete. Evo, za konec, zakaj mislite, da so vas učitelji, kolektiv, nenazadnje tudi učenci imeli vso to obdobje v šoli tako radi? Ja, glejte, jaz imam malo karizme, no, to moram povedati, ne. Malo sem
bila rojena za učiteljico, to je prva, kar je. Drugič, imela sem neko avtoriteto, ne, nisem bila neka popustljiva učiteljica, ne, želela sem dati vse od sebe, jaz sem dala vse od sebe. In otroke sem vedno imela rada. Otroci so vedno bili zame najpomembnejši. Ne. Niti starši, niti ne učitelji, ampak otroci so bili tisti, na katere sem bila fokusirana. Ja, in mislim, da sem lahko tudi prisluhnila veliki večini, ne, da smo se lahko pogovarjali, da smo lahko prišli do nekega konsenza. Ja, nekaj pa tudi bilo takih, s katerimi nisem prišla v stik, ne, nisem bila pač tako priljubljena, ampak tako je v življenju, ne. Za nekaterim ljudem so všeč nekatere osebne karakteristike, drugim druge. V šoli je pa potrebno se veliko prilagajati. Veliko prilagajati, veliko fleksibilnosti, veliko individualnih pristopov, ne, ker odvisno je od okoliščin, kjer učitelj živi, kjer otrok živi, kjer starši delajo, tako da je potrebno veliko usklajevanja. In enkrat mi je moja pomočnica, prva pomočnica, ki sem jo imela, celo rekla, ne, ma kaj je tebi treba hoditi na to izobraževanje o mediacijah, ne, in to, ker sem potem postala tudi mediatorka. Ti si mediatorka že sama po sebi, ne, že imaš v sebi, ne, prirojeno. Ja, in tudi mediacija mi leži in še zmeraj sodelujem z eno odvetniško družbo, s katero sem pol tudi iskala neke odnose, ne, kar seveda srečevala sem se tudi s problemi v šoli, ni vse rožnato, ne, ker sem potrebovala tudi pravno pomoč. No, in ta pravnica me še zmeraj kdaj pokliče, tudi pristopim k kakšni težji mediaciji, tako da ja, da ta poklic ravnateljice je predstavil tudi meni neke izzive, ne, in sem pridobila neke nove spretnosti. Gospa Franka, najlepša hvala, da ste si danes vzeli čas, zelo zanimive teme sva odprla. Veliko ste povedali o šolstvu, nekoč danes, tako da uživajte in hvala za obisk še enkrat. Ja, jaz upam, da sem bila dovolj nazorna, ne, da sem dala tudi kakšno smernico staršem. Zdaj na koncu bi pa povedala, z otroki veliko berite, branje je pomembno, veliko se igrajte in preživljajte prosti čas v naravi. Najlepša hvala za obisk. Hvala tudi vam. To je bilo za danes vse. Bodite z nami tudi prihodnji teden, ko bomo spoznali zgodovino kultne koprske gostilne Giordane. Hvala lepa za pozornost in vidimo se zopet prihodnjič.